Zdravo, pozdravljeni v naši oddaji Kajak in kanu magazin. Danes smo tukaj sred poletja v Bohinju, ribe, sup, moja malenkost in pa preštevilni tekmovalci na Evropskem prvenstvu v maratonu, v kajaku in kanuju. In v njih bo tekla tudi beseda o našem prvem današnjem prispevku. Kasneje pa si bomo pogledali še reportažo iz Ljubljanice, pa na koncu seveda Špelo Ponomarenko Janič, našo olimpiko. Danes smo vas zalotili tukaj izven pisarne, v lepem naravnem okolju tukaj v Bohinju. Ja, danes smo na tekmi Evropskega prvenstva v kajakaškem maratonu, tako da želim si, da bi čim večkrat bili ven iz pisarne in imeli priložnost delati v naravnem okolju. No, ampak sama organizacija tega tekmovanja verjetno predstavlja pa kar precej pisarniškega dela. Je sigurno, zdaj večji del tega dela so opravili organizatorji, ki so poskrbeli za organizacijo tega prvenstva, tako da Kajakaška zveza Slovenije je sicer nosilec organizacije prvenstva, vendar so glavno delo opravili člani Kajak kanu kluba Bohinj in pa turističnega društva Bohinj, tako da jim gre res zahvala in čestitke za odlično opravljeno delo pri pripravi tega Evropskega prvenstva in mislim, da so vsi udeleženci zelo zadovoljni, pa tudi Bohinj se je res pokazal v tisti najlepši luči, vreme je prekrasno in tako da so vsi, ki so tukaj v Bohinju, izredno zadovoljni nad samim prizoriščem in samo organizacijo. Za vami je seveda zares naporno delo, saj ste bili odgovorni za to, da ste pripravili progo. Mene pa seveda zanima, ali lahko našim gledalcem predstavite, kako proga sploh izgleda, koliko je menjav in kaj točno se na progi dogaja. Krog s portažem, se pravi portaž, to je prenos. Krog s prenosom je dolg 3,63 km. Prvi krog se vozi brez portaža, vse naslednje se teče portaž. Krogov je različno od kategorij 5, 6, 7, 8. Sama proga je zelo lepo speljana, da se da tudi v vetrovnem vremenu količkar toliko dobro veslati. Krogi so narejeni na široko, tako da lahko veslaš s polno hitrostjo in da je čim manj zapletov z drugimi tekmovalci. Opazili smo vas, da ste tukaj na enem portažu, na eni menjavi škropili tudi tekmovalce z vodo. Kaj vse se pravzaprav dogaja v tej točki, kaj gre skozi glavo tekmovalca takrat, ko praktično leze iz čolna in potem spet teče in seveda ponovno vstopa v čoln? Na portažu tekmovalec rabi vzpodbudo, rabi novo pijačo, energijsko pijačo in v tej vročini je fino tudi osvežitev z vodo. Kakor je navajen, ali v obraz, na glavo ali pa v dozadje. Včeraj ste dosegli izvrsten uspeh, 9. mesto. To je seveda vaš najboljši uspeh v karieri v tej disciplini, da si ravno že kar nekaj let veslate in trenirate vodne športe. Ja, seveda. Vsekakor sem vesela za ta 9 mest. Prvo leto v 23, se pravi od 18 do 23 let. Bila sem med mlajšimi, tako da mislim, da je kar soliden rezultat. Nam lahko mogoče opišete sam potek tekmovanja, kaj vse se je dogajalo, so bile kakšne krize, kako so izgledale menjave? Ja, krize so bile predvsem zaradi suhega zraka, ki te baše v pljučih, težko dihaš. Drugače pa tako, čisto naravno. Dobila sem se z eno Irko, ki sva ena drugo vlekle lepo na valu, čoln je lepo tekel, portaži so šli, tako da mislim, da ni bilo nobenih problemov, vse je šlo kot po maslu. Seveda, logično vprašanje, po takem uspehu zagotovo dvigujete letvico tudi vaših osebnih ciljev za prihodnost. Ja, vsekakor, mislim, zdaj, če se gre na svetovnega, se vidimo pa še kakšen mest višji, drugače pa naslednjo leto mogoče uspe priti med prvo peterico, bomo videli. Vaši treningi pretežno potekajo na morju. Danes pa ste veslali na Bohinjskem jezeru. So tu kakšne razlike? Na Bohinjskem jezeru je vse skupaj bolj mirno in vsaj zdi se mi, da čoln potuje hitreje kot na morju, ker so valovi, pa tudi se mi zdi, da je lažje veslanje kot na morju.
V svoji tekmovalni karieri ste nastopili v številnih disciplinah, tudi na številnih razdaljah. Nam lahko mogoče nekoliko opišete, kakšne so te razlike, kako težavno je recimo tekmovanje v maratonu v primerjavi z olimpijskimi disciplinami? Ja, v bistvu je to zelo težko primerjati, ker na 1000 metrov nas je 9 naenkrat, vsak smo v svoji špuri, praktično nimamo stika. Tukaj je pa takoj po štartu pride do raznih trčenj, pospeševanj, sprav fizičnega stika in tukaj je čisto drugo tekmovanje kot tam. Ampak nekako zdaj to zame že 3., 4. maraton, tako da sem vedel, kaj pričakovati. Sem pa izkoristil svoje šprinterske recimo prednosti in štarta do prve boje sem še zelo dober, sem bil tudi od spredi, kar je po svoje pustil posledice na začetku, ampak če pa ne greš tako, kot sem šel, pa niti nimaš možnosti za kakšno dobro uvrstitev. Če ne začneš na polno, ni dobrega rezultata. Nasplošno pa se, predvsem v Sloveniji govorim, sedaj tudi trend nekako dviguje v teh mirnevodaških disciplinah. Slovenci smo seveda zelo dobro prepoznani po naših olimpijskih in pa svetovnih prvakih in tako naprej na divjih vodah. Ja, res, v zadnjem času poskušamo več pozornosti in pa tudi več sredstev vložiti tudi v discipline na mirnih vodah, kajti mirne vode so v svetu izredno razvite, pri nas je divji vodaški šport bistveno bolj prepoznaven, tradicija, uspehi so v divjem vodaškem športu večji. Tudi na mirnih vodah imamo po zaslugi Špele Ponomarenko in tudi Jošta Zakrajška nosilce kolajn z največjih tekmovanj, tako da počasi se nekako prebijamo tudi v mirnih vodah. Znani smo kot dobri organizatorji tekem na divjih vodah in s tem evropskim prvenstvom in tudi lani z tekmo svetovnega pokala, ki je bila ravno tako v Bohinju, želimo nekako prebiti let tudi pri organizaciji tekmovanj na mirnih vodah. Tam bomo pa seveda mogli sodelovati s kolegi veslači, kajti tam bi sigurno morali uporabiti blejsko veslaško progo in blejski veslaški center. Lahko bi dejali, da ste vi pravzaprav motor ekipe, ki nekako poganja to tekmovanje v Bohinju. Ja, tako je. Motor mora vedno biti, tako kot je vedno tudi srce pomembno, ampak imamo res fantastično ekipo, predvsem članov in družin kajakaškega kluba Bohinj, tako da ni težko biti tisti motor ali pa tudi lokomotiva včasih v eni osebi. Bohinj je seveda biser slovenskega turizma ali pa eden izmed njih, a vendarle potrebuje tudi promocijo in ravno skozi organizacijo tovrstnih prireditev je lahko seveda priložnost za promocijo odlična. Ja, absolutno. Pri naši organizaciji smo imeli 2 cilja. En cilj je seveda tisti športni, to pomeni predstaviti ta šport. Imamo odlične pogoje v Bohinju za naše mlade tekmovalce, za bodoče tekmovalce. Še večji, predvsem tudi zame osebno, pa je ta turistični, promocijski vidik. In to smo seveda probali s tem prvenstvom narediti, kajti gre za 500 do 600 ljudi v Bohinju, ki so vključeni v celo zgodbo, prihajajo iz 30 držav in seveda tudi live stream, Facebook in vse te zadeve, ki danes veljajo, so ponesle glas in predvsem tudi sliko in tudi pozitivno, bo rekla, pozitivni feedback po celem svetu. Zanima me, ali je kdo izmed tekmovalcev že ratov Bohinjc ali so še zmeraj vsi Bohinjčani? Tekmovalci, te, ki jih imamo večinoma v reprezentanci, so lahko rečejo Primorci pa Bohinjci. Nekako nihče se ne petlja, tako da ni še Bohinjčanov trenutno, kajti Primorci še niso osvojili bohinjskih punc. Tako da verjetno pa v prihodnje, kajti računamo, da se bo ta šport tukaj res razvijal, pa morda dobimo kar nekaj Bohinjčanov, ki jih bomo potem Bohinjci po parih letih počasi sprejeli med Bohinjce. Ja, tako, če ste se navdušili nad maratonom, nad kajakom, na mirni vodi, potem pridite v Bohinj. V Bohinju se da zelo dobro veslati. Jaz bom pa zdaj skočil v naše glavno mesto, v Ljubljano. Tudi letos je Ljubljanica gostila tradicionalni paralelni slalom, ki se ga je udeležila večina najboljših slovenskih tekmovalcev, pa tudi kar nekaj tujcev. Čeprav je bilo teh nekoliko manj kot v preteklih letih, saj Ljubljana letos ne gosti tekme svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah, v okviru katere paralelni slalom običajno poteka. Tovrstna tekmovanja, kot jih danes spremljamo na Ljubljanici, so seveda dobra popestritev v tej tekmovalni pavzi.
Ja, zagotovo, to je, jaz mislim, da velika promocija za kajak. Imeti tako tekmo v samo centru mesta je, jaz mislim, da velik dogodek za vse nas, tudi pač popestritev za Ljubljančane, tako da ja, zagotovo pride zdaj, ker je pač neka pauza med velikimi tekmami, pride prav tudi taka, bom rekel, neka ekshibicija, tako da ja, jaz mislim, da je to zelo v redu. Za vami so naporne priprave na tista prava tekmovanja, danes pa ste tukaj udeleženci in vaš trener je stavil ves svoj denar na vas. Kaj pravite na to? Ste kaj pod pritiskom? Ja, malo pa. Lani mi je zelo dobro šlo, tako da je letos treba to potrditi. Oziroma, fajn bi bilo, no. Nam lahko na kratko opišete progo in kaj je na tej progi pomembno? Da se čim hitreje zavrtiš okoli vratic, da čim več moči vložiš v zaveslaj, oziroma da na mrtvo, to ni taktiziranje, ker je sam 30-sekundna proga, to te redko kdaj pobere. Kaj pa razmere, tekmovanje pod dnevno svetlobo ali pod žarometi? Zdaj, takle, ko je zdaj, je najboljše. Zato, ker ne sije sonce, to me moti, ker imam leče, imam probleme s tem. Za čist po temi, pod žarometi, pa me tudi malo moti, ker imam dioptrijo s cilindrom. Zdaj je idealno. Množica je nepopisna tukaj. Kako ocenjujete dogodek? Ja, mislim, da je dogodek tako kot vsakič zanimiv, da so gledalci prišli na svoj račun in to je tudi cilj tovrstnih tekmovanj, da naredimo promocijo za naš šport, en lep športni dogodek v središču mesta in mislim, da smo pač v takem športu, ki si to lahko privošči, da imamo možnosti, pogoje, da to lahko naredimo in bomo z veseljem to, mislim, tudi nadaljevali naprej. Kljub temu, da gre za revijalno tekmo, pa je tekmovalnega adrenalina med najboljšimi tekmovalci kar nekaj. Ja, sigurno si tekmovalci vsakič želijo nastopati čim boljše, zelo malokrat nastopajo v središčih mest, tako da to je še dodaten čar, še dodaten motiv za tekmovalce. Ne nazadnje pa na takih revijalnih tekmah poskrbimo tudi za kakšno lepo nagrado in mislim, da je tudi tukaj potem nekaj več adrenalina pa več motiva za dober nastop. Izredno zanimivo tekmovanje, veliko športnih užitkov za vse gledalce, pravšnja doza adrenalina in verjetno zelo, zelo pestro tudi za tekmovalce. Ja, to je res, ja. Bilo kar naporen, zanimiv, upam, da so gledalci uživali. Bil je napet kanuističen finale, kajakaški, vse. Bilo je zanimiv, borili smo se, bomo se še kdaj, upam, da je bilo vsem všeč. No, držite seveda v rokah pokal, zaslužili ste se ga na današnjem tekmovanju, občutki so verjetno lepi, a vendarle, kako ocenjujete tekmovanje? Ja, občutki so super, nisem vedel, da bom zmagal, še posebej zato, ker sem prej nastopil na sub tekmi, mi že pobrali skoraj vse moči in sem tle res stisnil zadnje procente, tako da zmaga je res super. Na splošno pa mislim tudi vsi stali, ki so konkurenca moja in stali so se vsi borili in je bilo res orang tekma, zelo dobro. Danes smo se zbrali tukaj ob Ljubljanici, kjer spremljamo seveda čudovito prireditev, ki naredi veliko za popularizacijo vseh treh veslaških športov, lahko rečem, torej tako stand-up paddlinga kot kajaka kot kanuja. Zagotovo pa je zanimivo tudi to, da se vedno zbere veliko število gledalcev. Ja, seveda, tukaj v centru, pač že mimoidoči se lahko ustavijo, pa malo pogledajo. Pač upam, da je to dobra reklama za kajak, škoda, da letos ni svetovnega pokala v Tacnu, ampak kljub temu, no, mislim, da je za promocijo kajaka fajn, da tudi če je mirna voda, ne, kar je za nas divja voda še malo boleče, ampak je tudi tle luštno tekmovati. Danes ste seveda pokazali, da ste res kraljica Ljubljanice, pa ne samo Ljubljanice, ampak pravzaprav valov na deski. Ja, hvala. Ful je bila dobra tekma, všeč mi je bilo, da smo ženske dobile prednost, ne, da smo prve štartale. Res zelo je bilo dobro videti vse prijatelje, ki so navijali, tako da res ful dobra tekma. Vaša športna pot je seveda fenomenalna, a vendarle verjetno tekmujete in imate tudi še kakšne cilje v letošnji sezoni. Ja, ciljev letos je še veliko. Jutri se odpravljam na tekmo Evropskega pokala v Rim.
Na to me pa čakajo še tekme svetovnega pokala v Ameriki pa na Japonskem. Tako da ja, trenutno sem tretja v skupnem seštevku svetovnega pokala, ampak ja, ciljam pa vedno na prvo mesto. V Sloveniji seveda beležimo kar porast zanimanja za kajak in kanu. Ste tudi sami opazili, da je kaj več mladih? Kako ocenjujete ta pogled v vašem športu? Ja, mislim, da v našem klubu v redu delajo z mladimi, no? Tako da se navdušujejo mladi nad tem športom, ker je tudi meni je precej lep ta šport, no? Ker se odvija v naravi pa družaben. Tako da probamo še s svojimi rezultati tudi kakšnega mladega potegniti za sabo, da vidi mogoče kakšen navdih. Pa tako probamo, da še kakšne mlade za sabo, da nas nasledijo. No. Ste najuspešnejša mirnovodašica, lahko rečemo, v Sloveniji. Seveda pa vaše ambicije niso biti prva v Sloveniji, temveč prva na svetu. V zadnjem letu se je vaše življenje korenito spremenilo, ustvarili ste si čudovito družino. Kako to vpliva na vaše priprave, na vaše treninge? Ja, na začetku je bilo malo težje se na to vse privaditi, ampak to sem si želela, tako da sem bila na to pripravljena. Življenje se mi je spremenilo na lepše. Tudi za kajak mislim, da sem dobila neke lastnosti, ki jih mogoče prej nisem imela, tako da sem zdaj mogoče malo bolj organizirana, potrpežljiva in zaenkrat vse dobro kombiniram skupaj in upam, da bo tako tudi naprej. Kolikokrat na leto ste na takelem čolnu, kolikokrat na teden trenirate s Špelo? Kot trener v kajak šprintu je obavezno, da si v katamaranu ali motornem čolnu. V primeru Bohinju imamo električne motorje, ker je nacionalni park, drugačno se ne gre. Spremljam Špelo na vodi dvakrat na dan, uro in pol intenzivnog treninga. Se večinoma koncentriramo na maksimalni učinek zaveslajev, na maksimalne hitrosti in brzino, koju potrebuje na 200 metrov in 500. V enem tednu imamo 11 treningov, en dan imamo počitek. To je tako en klasični trening. Vsak leto malo nekaj menjujemo, da imajo neki novi impulsi, da lahko Špel napreduje. No, lahko bi vas nekako primerjali tudi z Tino Maze. Ona tekmuje v zasebni ekipi in si vse treninge pripravlja skupaj s svojo ekipo. Zelo podoben način življenja imata. Ja, samo budžet je verjetno zelo drugačen, ampak ja, če hočeš biti dober, moraš se posvetiti temu, moraš si organizirati sam tako, da bo čim boljše zate. Mogoče pri nas je bila to ena nujna stvar, da sem pač sama, zato ker tudi drugih ni in si izbiramo tudi tuje sparing partnerce, ker v našem športu ipak moraš imeti nekoga, ki te poriva naprej, ki ti daje motivacijo na treningu, da vidiš, kje si trenutno. Mislim, že tretje leto zapored z mano trenirajo dve Slovakinji, Ivana in Martina, in z njimi se super razumemo, tako da smo super družba in si pomagamo ena drugi in res mi one dajo eno dodatno moč na treningu, da lahko damo od sebe še tisto malo več, kar sicer ne bi. Številne športnice, vrhunske, mednarodno uveljavljene, so svoje največje uspehe doživele šele potem, ko so pač opravile tudi materinstvo. Ste si morda sama tudi izbrala kakšno vzornico, mogoče v katerem izmed športov?
Ne, ampak v zadnjih letih je v kajaku dosti mamic, tako da mislim, da nas bo letos že pol tistih z otroci kot tistih brez. Pred leti je bila samo to Italijanka Jozefa Idem, ki je bila edina in vsi smo jo gledali, zakaj ta še vesla, se ima že 30, zdaj smo vse že čez 30, še vse veslamo, tako da verjetno si zdaj male mislijo to o nas, kaj se še te stare tukaj, ampak jaz uživam v tem, kar delam in imam to rada in dokler bom lahko kombinirala in materinstvo in šport in vse, kar gre zraven skupaj, bom to delala in dokler bojo seveda rezultati in bom videla nek napredek. Tako, imamo tim v malem, ne? Smo jaz Špela, je Špelna mama in tako pojedinci, koji drage volje nam pomažejo, ne? Zdaj smo začeli srečevati s Srđanom Đorđevićem, koji nam je bolj predstavil, kaj pomeni šprint in razjasnil stvari. Delamo meritve, mišične meritve, tudi uporabljamo senzor, koji dajemo na čoln, koji nam pove, kaj Špela dela z vsakim zaveslajem, kar nam pomeni veliko, ne? Ne pripravljamo se samo tehnički, nego fizički. Znači, sami trup mora biti močan, balans trebušnih hrbtnih mišic do ramen mora biti čvrsta, da bi se potisek z nog čez ruke prenelo na kretnje čovna. Talent mora biti, samo zraven je ful veslanja in tvrdog dela. Verjetno najpomembnejša oseba v vašem življenju pa je vaša mama, ki vam seveda ves čas vaše športne kariere stoji ob strani, pa tudi sedaj, ko ste si ustvarili družino. Ja, že na začetku, ko sem študirala, počasi so me nekako podpirali, niso me preganjali, naj že enkrat to končam, tako da lani, ko nisem tekmovala, sem vsaj diplomirala in tudi zdaj po rojstvu Adama hodi z nami na srečo v penziji in si lahko to privošči in nam sigurno olajša delo, ker Stjepan je trener, je z mano na čolnu, tako da Adam je še premajhen, da bi ga vozil zraven. Vmes damo mami kdaj kaj fraj, da gre domov, da se ne odpočijo od nas in mi eno drugega, tako da zaenkrat vse funkcionira tako, kot bi moglo. Seveda ste si v času vaše odlične športne kariere verjetno spletli tudi številne mednarodne vezi, prijatelje imate verjetno po vsem svetu, saj ne nazadnje športniki tudi prihajajo iz celega sveta. Ja, še posebej, ker smo toliko v tujini in toliko hodimo naokoli, imam veliko prijateljev po svetu, tako da za potovanja enkrat po koncu kariere ne bo problem, tako da bomo lahko šli, kamor si bomo zmislili verjetno in to je super stvar športa, da lahko navežeš stike, imaš dosti prijateljev, potuješ levo, desno tudi potem in ohranjaš stike za zmeraj. Kakšni so vaši cilji za prihodnost? Kaj si še želite osvojiti? V letošnji sezoni je glavni cilj osvojitev olimpijske kvote, to bo na svetovnem prvenstvu v Milanu. Letos je bilo vse podrejeno tej tekmi in jaz upam, da lahko na rezultate, ki sem jih letos dosegla, še nadgradim. In če bojo številke rezultatov take, kot so bile od začetka sezone, bo to dovolj in jaz bom dala vse od sebe, da to uresničim. Sanje vsakega športnika so olimpijska medalja, ta edina, ki mi še manjka, tako da naslednje leto bo vse podrejeno temu. Novi evropski prvaki, zvezde kajaka in kanuja na Ljubljanci in Špela Ponomarenko. Jaz mislim, da je mera za današnjo oddajo polna. Jaz grem veslet, upam, da se srečamo kje na vodi. Adijo! Ne pa veslej, če lahko. Takole, ja. Je rekel malo poveslej, tale naš režiser, ne?